Dober večer, cenjene gledalke in gledalci, in dobrodošli v Koktajlu. Glede na praznike in današnji prvi delovni dan po njih, upam, da v službi niste bili preveč utrujeni. Vsekakor pa je zdaj čas za udobno namestitev na kavč, kajti pred vami je skoraj ura sprostitve z glasbo in lahkotnimi pogovori. Današnjo oddajo začenja Svarogov. Секретная, секретная, секретная жизнь твоя, секретная, секретная, секретная. Кругом парней с пистолетами и черными очками, в Гуччи шубе пародируешь всем перед глазами. Сегодня шлюха, завтра дева, но в сердце лишь актриса. Тебя покупают с Адавра билеты на такси. Бентли, Ягуар, Мерседес по тебе скучают, когда вдвоем мы в комнате в один туман одеты. Ты знаешь, их водители сходили без ума, если б знали, что душа моя твоя, твоя. Секретная, 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 секретная жизнь твоя, секретная, секретная, секретная. Жизнь, любовь на пару часов, но дома роман или снится счастье. Жизнь, любовь на пару часов, побудь мне женой, люблю тебя, Настя. Пистолетами и черными очками, в Гуччи шубе пародируешь всем перед глазами. Сегодня шлюха, завтра дева, но в сердце лишь актриса. Тебя покупают с Адавра билеты на такси. Бентли, Ягуар, Мерседес по тебе скучают, когда вдвоем мы в комнате друг в одном одеты. Ты знаешь, их водители сходили без ума, если б знали, что душа твоя только моя. Нежность, любовь на пару часов, но дома роман или снится счастье. Нежность, любовь на пару часов, побудь мне женой, люблю тебя, Настя. Нежность, любовь на пару часов, но дома роман или снится счастье. Нежность, любовь на пару часов, побудь мне женой, люблю тебя, Настя. Секретная, секретная, секретная жизнь твоя, секретная, секретная, секретная. Секретная, секретная, секретная жизнь твоя, секретная, секретная, секретная жизнь твоя. Ob sebi pa zdaj pozdravljam Darinko Zorko in Sebastjana Plevčaka, učiteljico in učenca na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru. Sebastjan je namreč izredno dober kuhar in član slovenske mladinske kuharske reprezentance. Dober večer želim. Dober večer. Gospa Zorko, kako zelo dober kuhar je Sebastjan? V bistvu, Sebastjan je eden izmed najboljših na šoli. Če že ne najboljši, lahko rečem, da je najboljši. To dokazujejo njegovi rezultati, tako v okviru naše šole. V bistvu naša šola ga je nekako spoznala za nadarjenega, ga poslala na različne prakse, na različne izpopolnjevanja. Tam je tudi srečal prave ljudi in danes se lahko ponaša s številnimi medaljami, tako iz svetovnih prvenstev kot z olimpijskih iger.
in pa seveda tudi v slovenskem merilu ne smemo pozabiti njegovih rezultatov, kajti tudi tukaj je v samem vrhu, nekako je premagal tudi konkurenco mladincev do 26 let. Sebastian je tudi z sošolcem bil pred kratkim na tekmovanju na Braču, kjer sta v bistvu med 19 kandidati edina osvojila zlato medaljo, torej smo pustili za sabo Dalmatince in vse, ki znajo dobro pripravljati ribe in sta pripravila v bistvu odlične jedi, saj sta edina v tej konkurenci v bistvu bila tako dobra. Koliko tako talentiranih učencev imate, ne vem, na recimo neko obdobje, kot je Sebastian seveda? Glejte, ne veliko, ampak tudi moramo vedeti, da to je splet okoliščin, da dobiš pravega dojaka, da je pravi dijak nekako tudi se sreča s pravim profesorjem, da se najde na pravi šoli, da potem v delovni organizaciji sreča pravega mentorja, da ta njegov talent nekako nadgrajujemo, ga vzpodbujamo in v bistvu gradimo na njegovi poklicni poti. Sebastian, kako dober kuhar pa misliš, da si? Zdaj se lahko pohvališ, veš? Verjamem, da bi se lahko pohvalil, ampak do mojega vrha še verjamem, da mi manjka ogromno, ker še vseeno tekmovanja tudi niso vse, ampak je vedno treba neko znanje nadgrajevati, slediti sodobnim trendom in dobesedno iti z tem, da bi postal vedno boljši, še neki najboljši. Kdo te je navdušil za kuhanje? Prvo seveda sem se doma navdušil, pri starših in pol seveda sem dvomil, če bi se vpisal prav na gostinsko, ker pač kot vsak mladoletnik ima neke tudi druge potenciale. In na koncu sem se odločil, ampak pol še vseeno v šoli so mi dosti omogočili in sem tako tudi pol prišel v to, da sem res ljubil kuharstvo. Se spomniš svoje prve jedi, ki si jo pripravil, ampak ne jajčka na oko, ne? Ampak, ali pa kuhanje hrenovk, ampak tako malo bolj kompleksne, na katero si bil, pa si rekel, da sem pa ponosen. Zdaj moram tako povedati, ker to smo se glih zadnjič pogovarjali z prijatelji, ker smo gledali ene slike in tam imam slikan en paradižnik, ko je bil prerezan, pa ščiščen in noter taka solata. Ja. Zelena. Zelene kocke, paprike, paradižnika, sira in tako je bila solata in na krožniku je malo dekorirano z balzamičnim kisom in tisto se res spomnim, da je bila bolj kot ne prva jed, ki sem jo jaz naredil in pol smo gledali še ostale slike in smo gledali ta pač preskok, ne, od prvega letnika pa do zdaj. Na katero priznanje pa si ti najbolj ponosen? Najbolj ponosen sem na tekmovanje iz svetovnega prvenstva od mladih kuharjev. To je tekmovanje, ki je potekalo lani novembra v Seulu, v Južni Koreji. Tam smo dobili 2 srebrni medalji za kategorijo hladnih. Pač hladna kategorija, to je plošča za 8, 5-hodni meni, 3 tople predjedi, pa 4 sladice. To sem dosegel pod kuharsko reprezentanco. In to je potekalo tekmovanje v Seulu, kot sem že povedal, ampak drugače je pa tekmovalo 20 držav iz celega sveta, samo povabljenih in smo tudi v skupnem seštevku vseh točk smo osvojili 5. mesto. Tako da moram povedati, da smo bolj kot ne mladinska reprezentanca, smo trenutno 5. na svetu. Čestitam. Kako pa prideš v to reprezentanco? Kaj imate kakšne igre, tekmovanja znotraj Slovenije? Se sami sestavite mogoče? Znotraj Slovenije vsakoletno poteka gostinsko-turistični zbor in tam je neko neuradno državno prvenstvo v kuhanju, turizmu in v vseh drugih disciplinah, tudi v strežbi. Biti kuhar, je to recimo poklic prihodnosti, bi lahko rekli? Vsekakor, jaz mislim, da je to naša prihodnost, predvsem v naši Sloveniji, kjer se moramo začeti tržiti bolj na področju gostinstva, na področju turizma, kajti mislim, da to je neka svetla naša prihodnost, ki jo je treba nadgrajevati, kajti v bistvu tako
jedi iz preteklosti, kot pa tudi sedanjost vključevati in ponuditi gostu. Ampak kaj lahko ima od tega kuhar? Varnost, zaposlitev, veliko denarja? Ja, to pa je tako. V bistvu, če si dober kuhar, si iskan, si cenjen in si tudi dobro plačan. V bistvu se pa morajo vse te okoliščine nekako pokriti. Drugače je pa to kot kuharstvo naporen poklic, je pa tudi kreativen, je umetniški poklic. V bistvu naše kreacije lahko gost občuduje kratek čas, kreacije kakih drugih umetnikov so lahko nekaj desetletij na ogled. Mi se pa moramo... dokler človek ne poje, ne? Tako, tako. Sebastian, se kakšno tekmovanje obeta novo? Kaj pripravljaš novega? Trenutno se pripravljamo za svetovno prvenstvo, ne mladih kuharjev, ampak je nasploh svetovno prvenstvo, kjer sodelujejo vse države. Približno mislim, da jih je v mladinski kategoriji 35 oziroma 40. Potekalo pa bo letos novembra v Luksemburgu. Kaj boš pripravil? Hladno predjed, kakšno? 2 šparglja na križ? To je bolj zakomplicirano, ampak je... Zato pustimo raje to do prihodnjič, ne? In če prinesete zlato medaljo, ste gostje, pa lahko še kaj skuhate, ne? Dobro, dogovorjeno? Se bomo dogovorili. Najlepša hvala za obisk in pogovor. Hvala lepa tudi vam. Ja, pred kratkim smo v oddaji gostili tudi slovenske prvake neodvisnega roka. Zato prisluhnimo zasedbi Where Fox.
Letošnje leto je tudi mednarodno leto družine in družinskega kmetovanja. In prav danes je tudi Dan zemlje, ki ste ga lahko preživeli na Trgu Svobode. Dogodek je pripravila Zveza prijateljev mladine Maribor, zato dober večer voščim Korneliji Kavrin. Dober večer. Pripravljeno imamo tudi nagradno igro, telefonski številki sta 02420 1244 in 02420 1250. Nagradno vprašanje pa se glasi, katera je najdaljša reka, ki izvira in se izliva v Sloveniji? Za pravilen odgovor pa boste prijeli majico televizije Maribor. Telefonski številki boste pa večkrat izpisani na vaših zaslonih. Kornelija, skoraj direktno iz Trga Svobode, kako je bilo? Tako rekoč skoraj direktno, ja, ker je bilo potrebno še pospraviti se, pa spet se na svoje mesto dati. Bilo je pa zelo lepo. Bali smo še se, da bo nas vreme odplaknilo, dež, da nas bo zalil, ampak je vreme zdržalo, sonce je sijalo in tako, kot se spodobi. Bili smo od začetka do konca na trgu, opravili vse povedali, kar smo želeli, vse je teklo brezhibno in smo zelo zadovoljni. Na Dan zemlje je zemlja poskrbelo, da ni odplaknila tega dogodka. Čemu je bil dogodek posvečen? Samo v zemlji? Ja, no, danes smo pravzaprav trije organizatorji združili moči. Poleg nas, Zveze prijateljev mladine, je bil tukaj še Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je organiziral prireditev Bistro glavo varuje čelada, in pa podjetje Snaga, ki je predstavilo danes zabojnike za smeti, ki so jih pobarvali v nekaterih osnovnih šolah in so tudi za to dobili priznanja, nastopali so. Tako da je bilo kar precej živahno. So bili udeleženci samo otroci ali tudi starejši? Prišli so iz vrtcev, prišli so iz osnovnih šol. Posebna poslastica pa so bili otroci iz osnovne šole Prežihovega Voranca, ki so pripravili flashmob. To pa, mislim, pripravili so... Težko ubesediti, ne? Ja, težko ubesediti. Pripravili so tako ritmični, plesni vložek, ki je bil pravzaprav tudi presenečenje za našega posebnega gosta, ki je bil danes na Trgu Svobode. To je bil Kit Terry. On je body percussionist oziroma kaj pa je to? Body music, glasba telesa. Performer. V bistvu se ukvarja z kako delati glasbo s svojim telesom. Se pravi, z različnimi udarci v dlan, v druge dele telesa, tudi z glasovi ustvariti glasbo. In otroci so svojo mentorico pravzaprav niso vedeli, da pride ta gospod zdaj na Dan zemlje, ampak so že predtem pripravili tako presenečenje na šoli, ritmično-plesni performance, presenečenje za druge sošolce, učitelje in tako dalje, ki so ga pa ponovili zdaj na Trgu Svobode. Kaj to pomeni dejansko za otroke? Ta Dan zemlje, to recimo temu praznovanje, čaščenje, zemlja, skrb za zemljo? V bistvu gre za to, da se na en dan skoncentrira in ozaveščanje in informiranje in da se da nek poseben poudarek temu. Mi bi radi čez vse leto, pravzaprav je potrebno ozaveščati, informirati ljudi, ampak na en dan se pa potem vse zgosti in takrat lahko izkoristimo. Tudi mediji dajete potem malo večjo pozornost temu. Gre pa za to, da malo razmislimo o tem, na kak način živimo, kaj lahko vsak posameznik prispeva k temu, da ohranimo okolje, da varujemo naravo. Že sam nakup, da se odločiš, kaj boš kupil, od koga boš kupil, ali bo to zelenjava, ki je pridelana v domačem okolju, ali je to oddaleč, kaj je bolj zdravo, ali potrebujemo sploh dosti denarja, da se imamo lepo v prostem času, ali je pravzaprav nič potrebno, da se sprehodimo v gozd, da gremo bosi po livadi. V bistvu so te zadeve, o katerih na ta dan še posebej razmišljamo. Ja, in do tega nespoznanja pa je precej daljša pot, se mi zdi. Naj opozorim še enkrat, 02420 1244 in 02420 1250. To sta telefonski številki, ki vam lahko prineseta tole majico televizije Maribor. Nagradno vprašanje, kot ste ga lahko že slišali, je, katera je oziroma ime slovenske reke, ki izvira in se izliva v Sloveniji.
ne, za pomoč imam tudi 3 možnosti, in sicer A. Krka, B. Savinja ali pa C. Dravinja. Kornelija gotovo pozna pravilen odgovor, sicer pa varstvo rek, ne, to je pa že bilo prejšnje leto, se mi zdi, ne, da smo imeli varstvo voda. Voda, ja. Pravzaprav je vedno nečemu posebej posvečeno leto, da se tistemu še posebej daje pozornost. Gre pa za to, da je narava en sklop vsega, ne, ki težko ločimo ene stvari od druge, ker lahko rečemo, če znamo pravilno ločevati odpadke, dejansko tudi ohranimo vode, ker se s tem recimo drugih surovin manj potrebujemo za proizvodnjo. Skratka, to je tako povezano, da je zdaj težko v tej oddaji vse to razpleteva, ampak vode začnemo že v vrtcu učiti otroke, oziroma morali bi se že prej doma, ne, da se pravilno umiješ zobe tako, da ne teče skozi vodo, ampak da se zapre pipa. In to mnogi otroci že vedo. Ja, se ravno to, ne, kdo je bolj okoljsko ozaveščen? So to otroci, smo to starši, so to starejši? Zdaj, tako ne, otrok se najprej formira v svoji lastni družini. Če tam ne dobijo dovolj informacij ali pa pravih informacij, potem v vrtcu, v Mariboru so vsi vrtci, ekovrtci, tam kar precej dajo poudarka na tem, da zdrava prehrana, da zločujejo odpadke, da se kako se pravilno umivamo. Zakaj je moder, rumen koš, črn, in kakšne barve so še? To se naučijo. Pol pa spet šola, naprej osnovna šola in tako se nadaljuje. Na nek način si želimo, da pride potem iz tega procesa izobraževanja okoljsko ozaveščen posameznik. Je pa potrebno v bistvu tudi tisti, ki učijo to, je lepo, da tudi sami tako čutijo in tako živijo. Ne? A mislite, da ne vsi? Ja. Težko bi povedali zdaj to v živo, ne? Ja, no, če bi vsi, pol ne bi bilo problemov, ne? Ja, pol bi jih tako že znali vse rešiti. Ja. Imamo nekoga na telefonski zvezi, dober večer želim. Majčko pa še mi je niste poslali. Tole majčko bi imeli. Gospod, gospa, dober večer. Halo? Halo? Ja, mislim, da smo izgubili. Prvomajske prazniki, počitnice, osnovna, srednja šola je to pestro, ne? To je zelo pestro, ja. Pri nas v Domu ustvarjalnosti smo pravili spet kar precej obsežen program. Čeprav so 3 dnevi, vsak dan nekaj drugega, od tega, da bomo se učili italijanščino, da bomo šli na izlet, da bomo ustvarjali v vseh delavnicah. Imamo 2 novi živalci v naših ekodelavnicah, tam v delavnicah tudi žive, ja. Tako da vedno se nekaj dogaja, da se otroci tudi naučijo, kako je potrebno skrbeti za živali, da živali niso igračke, da če jih sprejmemo v naš dom, da moramo tudi znati za njih poskrbeti, da si je potrebno čas vzeti. Tako da, ja, vabljeni vsak dan kar od 8 pa do 16 ure v Domu ustvarjalnosti. To je od sobote naprej ali od ponedeljka naprej? Od ponedeljka do srede. Od ponedeljka. Ja. Jutri pa še morajo povabiti kam? Ja, jutri pa Kit Terry, bodi... Še bo ploskal, še bo plesal. Še bomo ploskali, še bomo plesali. Nekaj mest, čeprav zelo malo je še prostih, 2 delavnici dopoldne, 2 popoldne, pol pa v petek se pa preselimo kar na otroški bazar. Tako da mi se kar selimo iz ene delavnice v drugo. Zabavno je, ne? Hvala, Kornelija, za obisk in pogovor. Hvala vam. Ja, proti koncu oddaje imamo pripravljeno še eno nagradno igro, zato se že zdaj pripravite. Naj zaupam še pravilen odgovor, ne? Najdaljša reka, ki izvira in se izliva v Sloveniji, je Savinja, meri pa 102 km. No, naslednja nagradna igra pa vas bo vabila na celodnevni izlet na Goričko. Zdaj pa ponovno v glasbi, se še spomnite Damirja Kovačiča in spremljevalne zasedbe Legende, sledi osvežitev spomina. Pojaviš se ti
včasih kriva za solze v oči. Poslana Boga z jasnega neba in tvoja nora ljubezen udari močno do srca. Ljubezen je slepa, s teboj bi jo delil. V tvojem objemu čutim, da sem živ. Ljubezen je slepa, s teboj bi se predal. Na tvojih rokah zavedno zaspal. Tvoj dotik uname vse, kar ostane, je svečeno srce. Tvoj jutranji smeh s hudičem v očeh me vabi k sebi, da vzamem ta greh. Z jasnega neba, poslana od Boga, tvoja nora ljubezen udari močno do srca. Ljubezen je slepa, s teboj bi jo delil. V tvojem objemu čutim, da sem živ. Ljubezen je slepa, s teboj bi se predal. Na tvojih rokah zavedno zaspal. Poslana od Boga z jasnega neba, tvoja nora ljubezen udari močno do srca. Ljubezen je slepa, s teboj bi jo delil. V tvojem objemu čutim, da sem živ. Ljubezen je slepa, s teboj bi se predal. Na tvojih rokah zavedno zaspal. Najdijakinja Slovenije za leto 2013, to je Urška Pliberšek. Dober večer, Urška. Dobro večer. Kaj ti pomeni tale naziv in priznanje? Najdijakinja, ki si ga prijela pred približno mesecem dni, ne? Ja, približno mesecem, ja. Je neka potrditev, ne, da vse, kar sem do zdaj delala, da je bilo dobro, da je bilo to pač na pravem mestu in tudi drugi so to pazili, kar mi tudi nekaj pomeni. Katere kriterije si morala izpolnjevati, da si dobila to titulo, to priznanje? Ja, kriteriji so različni, seveda je eden izmed njih učni uspeh. Ki mora biti kakšen? Lahko je tudi zadosten v bistvu, ja. Ampak pač tisti prinese potem najmanj točk, seveda ne. A ja, ok, dobro. Torej verjetno ne bi dobila titule najdijakinja, če bi... Ja, verjetno ne. Verjetno ne. Okay. Ja. Torej predvidevam, da si odličnjakinja. Odličnjak, ja. Ok, dobro, dalje. Ja. Drugače pa seveda vsa tekmovanja, na katerih sem bila, razne prireditve, na katerih sem sodelovala, tudi prostovoljno delam, tako da vsakega malo. Kaj to pomeni tekmovanja, pa prostovoljno delo? Lahko bolj specifično, bolj natančno? Ja, sodelujem na tekmovanjih iz turizma, iz sladkorne bolezni, potem tudi na mednarodnih tekmovanjih sem bila dveh, se pravi na Gostinsko-turističnem zboru Slovenije in tekmovanju Turistične zveze Slovenije, ki je tudi jutri in tudi jaz seveda sodelujem.
Še kakšna nova medalja, še kakšna nova plaketa bo padla? Ne vem, Se boš pa potrudila globoko, ne? Seveda. Se lahko prihodnji, zdaj si tretjeletnik, ne? Tretjeletnik, ja. Se lahko prihodnje leto spet udeležiš tega tekmovanja? Lahko, ja. Lahko, Ja. spet pobereš, ne? Pazi, si nosilka naziva UNESCO glasnica. Ja, ta naziv sem prejela novembra 2012. V Sloveniji nas je trenutno 24 mladih, ki pač nosimo ta naziv. Gre pa za to, da promoviramo UNESCO vsebine, udeležujemo se različnih UNESCO dogodkov po vsej Sloveniji. Skratka, aktivni smo na vseh področjih. Katere vrednote moraš širiti med mladimi kot UNESCO glasnica, če seveda ta pogojuje vrednote? Ja, v bistvu smo mi dokaj prosti v tem, o čem bomo pisali, kaj bomo širili. Je pa pomembno, da pri tem upoštevamo vrednote UNESCO, se pravi svetovni mir, medkulturni dialog in to je v bistvu to, kar je meni všeč. Lions Klub Maribor ti je tudi podelil srebrno priznanje z nagrado. Kaj si naredila takšnega? Ja, to je bilo priznanje za opravljeno prostovoljno delo. To prostovoljno delo opravljam v osnovni šoli v Hočah, v podaljšanem bivanju pri prvih razredih in tudi pomagam, učujem 2 učenca te šole. Zraven tega pomagaš socialno šibkejšim, kaj ne? Ja, tudi v akcijah različnih na srednji šoli, ki jih organiziramo. Poglej, zdaj bo pa tako, ne? Ti si dijakinja. Tako je. Torej si stara nekje tam do 18-19 let. In če bi se zdaj uživel v sebe, ne, mi to ne gre zdaj ravno najbolj skupaj. Ne? Recimo, da jaz nisem bil tako aktiven kot ti. Kje dobiš to energijo, odkot želja sploh za to, da to počneš? Zakaj ti niso prioritete popolnoma nikje drugje, kot pri običajnih mladoletnikih so? Jaz pač te stvari rada počnem in potem energija in volja prideta sama od sebe. V bistvu meni ni pomembno toliko neka nagrada, ki je na koncu vse super, če je, ampak ko vidiš veselje, recimo sploh pri otrocih to opazim, kako so veseli, ko pridem in to meni največ pomeni. Kdaj si opazila, da se je začel ta čut v tebi razvijati? Že v osnovni šoli sem v bistvu brala za otroke v podaljšanem bivanju in ko sem videla, da mi je to všeč, sem pač s tem nadaljevala. Kakšen odziv doživljaš od svojih vrstnikov? Sošolci so seveda zelo veseli, tudi jaz sem vesela, da imajo neko dobro mnenje o meni. Zaposleni na šoli so na tebe, Urška, zelo ponosni. Pravijo, svojo mirnostjo, odgovornostjo, s prav posebnim občutkom za sočloveka in predanostjo delo je vzor svojim vrstnikom, pa tudi odraslim. Ja, zanimivo. Zanimivo. Si že slišala za ta stavek? Ne, prvič. Kaj misliš, bo kakšna petka padla? Jih ne rabiš več, ne? Ne rabim več. Bi lahko kakšno tudi podelila, pa bi bilo dobrodelno, ne? Tako. Hvala, Urška, za obisk v studiu, pogovor, pa uspešno tekmovanje jutri. Hvala. Naslednje minute nam bodo popestrila dekleta iz skupine Jazz Ladies, ki ste jim lahko prisluhnili tudi prejšnji teden. Po njih pa se pripravite na nagradno igro. Telefonske številke sta 02 420 12 44 in 02 420 12 50. Nekdo izmed vas bo prejel družinsko vstopnico za čudovit izlet na Goričko. Cause I want him. Oh yes, I'm gonna ask him. Is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You have always been my baby, baby. Since the flame in your heart has gone out.
creature who has always been strange. Just when you think you're his, you'll know he's gone and made a chance. Is you is or is you ain't my baby? Has my baby found somebody new? Or is my baby still my baby true? Well, a fellow is a creature who has always been strange. Just when you think you're his, you'll know he's gone and made a chance. Is you is or is you ain't my baby? Has my baby found somebody new? Or is my baby still my baby true? In zdaj k napovedani nagradni igri. Telefonski številki sta 02 420 12 44 in 02 420 12 50. Za pravilen odgovor pa boste nagrajeni z družinsko vstopnico za ogled vseh večjih kulturnih in naravnih znamenitosti na Goričkem. Med drugim si boste lahko ogledali največje grajsko poslopje na Slovenskem, doživljajski park Vulkanija, organizator pa vam bo pripravil tudi odlično prekmursko malico in degustacijo. Vse veste verjetno česa. Vse to lahko dobite, če pokličete in pravilno odgovorite na naslednje vprašanje. V katerem kraju v Sloveniji imamo doživljajski park Vulkanija? 02 420 12 44 in 02 420 12 50 je telefonska številka, nagrada pa kot že obljubljeno celodnevni ogled Goričkega popolnoma zastonj in to na datum 31. maja. Torej na zadnji majski dan se lahko odpravite s celo družino na Goričko, tam jeste, pijete zastonj, zraven tega pa se še podučite, si kaj zanimivega ogledate in se na ta način tudi izobrazite. Počakali bomo še nekaj sekund. 3, 2, imamo morda koga? Ne, nobenega ni. Torej, dolžal sem še pravilen odgovor. In sicer v katerem kraju v Sloveniji imamo doživljajski park Vulkanija, to je seveda kraj Grad. Še eno žensko skupino smo vam pripravili za ta večer, to so Serafine. You got to give a little, take a little, And let your poor heart break a little. that's the story of, that's the glory of. You got to give a little, take a little, and let your poor heart break a
through with us. We've got each other's arms. You got to win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as they're the two of us, we've got a world and all its charms. Ooh, and when the world is through with us, baby, we've got each other's arms. Honey, you got to win a little, Lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of, that's the story of the glory of love. Oh, that's the story of, that's the glory of love, To je bilo za danes, cenjene dame in gospodje, skoraj da vse. Poslovil se bo tistim, ki je oddajo tudi začel. Svarogo. Nežno tako, kot sem znal, božal bom tvoje srce, zastavil bom svoje ime, ustvaril bom templje zate, učil se bom delati prav, za naju bom srečo koval, ob tebi zarisal bom pot, s tabo začel novi rod, prvi ples, najin ples, ta prvi ples naju zavedno združil bo, najin svet bo ostal, ko dušo svojo bom bogovom dal. Mlad zelen in žejen zlata, uporno zapustil sem dom, osvajal vrhove sveta, odkrival resnice neba, obhodil sem morje puščav, brezmejno ljubezen iskal. Danes stojim pred teboj, a prosim zapleši z menoj. Prvi ples, najin ples, ta prvi ples naju zavedno združil bo, najin svet bo ostal, ko
najin svet bo postal, ko dušo svojo bom Bogovom dal.